italijanska ljudska pravljica o tetki Befani. Tetka Befana je pometala po kuhinji. Švist, švist je metla pela po tleh. Tetka Befana je tako natančno pometla, da ni bilo nikjer niti najmanjše smetke. Potem je šla v izbo. Švist, švist in že se je izba svetila od čistoče. Pometla je tudi stopnice pred hišo in potko od ceste do vrat. Švist, švist je metla šumela tudi zunaj. Nazadnje se je vrnila v hišo. Še to in ono bo treba pomesti, kaj? Kajti tetka Befana je imela pometanje silno rada. To je bilo edino, kar je z veseljem počela. Sicer pa je bila malce čemerna stara gospa. Tok, tok, jo je nekega jutra vznemirilo trkanje. Kaj pa je zdaj to? Je mrmrala in hitela odpirati. Pred vrati so stali trije visoki, utrujeni možje. Vso noč smo potovali, je rekel prvi bradati. Šli smo za zvezdo, je pokimal drugi temnopolti. Radi bi se malo odpočili, je rekel tretji belolasi. Tetka Befana si jih je ogledala. Bili so lepo oblečeni, na ogrinjalih so imeli drage kamne, okrog vratu verižice. Pomislila je, to so najbrž bogati trgovci, kralji ali učenjaki. Čisto nič niso podobni razbojnikom, lahko jim zaupam. Povabila jih je v čisto pometeno hiško, pokazala jim je, kje je spalnica, in ko je čez nekaj minut pokukala vanjo, so vsi trije že sladko spali, malce tudi smrčali. Tetka Befana se je vrnila k pometanju. Švist, švist je pometla kuhinjo, švist, švist je šla čez dnevno sobo do stopnic in po potki do ceste. Od kod neki so prišli? Kam gredo? Za kakšno zvezdo so šli, se je spraševala ves dan. Proti večeru so se trije možje zbudili, vsi čili in spočiti. Tetka Befana jim je postregla s štruklji in jih vse to vprašala. Prihajamo z vzhoda, je rekel bradati, potujemo po noči. Gremo za zvezdo, ki nam kaže pot, je rekel temnopolti. Pripeljala nas bo do kralja kraljev, je rekel belolasi. Do kralja, ki je zdaj majhen otrok. Trije možje so se spogledali in si prikimali. Ker si tako prijazna z nami, je rekel bradati, in ker si nam dala prostor, da smo se odpočili, je nadaljeval temnopolti, te vabimo, da greš z nami, je rekel belolasi, da vidiš kralja in mu daš darilo. Tetka Befana je bila tako vznemirjena, da ji je skoraj padla metla z rok. Kakšna dogodivščina bi to bila, je pomislila, iti za zvezdo in najti kralja. Pogledala je svojo metlo, se ozrla po hiški in pomislila, kako umazano in nasmeteno bi bilo, če bi šla in ne pometala. Zato je žalostno zmajala z glavo in rekla, ne, hvala, ne morem. Trije možje so izginili v noč. Tetka Befana je šla spat. V sanjah je videla može, zvezdo in čisto majhnega kralja. Zjutraj je, kot ponavadi, v roke vzela metlo. Švist, švist je vihtela metlo, toda z mislimi je bila drugje, pri skrivnostnih možeh, pri zvezdi, pri malem kralju. Nazadnje se je odločila, pridružila se bo tujcem. Z metlo v eni roki in s predpasnikom polnih darilc je stopila na cesto. Hodila je in hodila, iskala je in iskala, toda na žalost tetka Befana ni nikoli našla treh skrivnostnih mož. Tu in tam je kje kaj pometla in pred vrati pustila darilce, če je v hiši bival otrok. Še zdaj hodi naokrog in obišče vsako hišo. Kjer najde otroka, mu pusti drobno darilo. Seveda, se ne more nikoli zanesljivo vedeti, kateri od otrok je kralj kraljev.